Na vogalu Prečne in Male ulice v Ljubljani je pred slabim mesecem dni odprl svoja vrata prvi družinski center v Sloveniji. Poimenovali so ga Mala ulica, v svoje pisane prostore pa vabi predvsem predšolske malčke, otroke prve triade in njihove skrbnike. Pozvonili smo na zvonec in vstopili v pravljični svet. Pred nami se je odprl svetu prostor, ki so ga že polnili najmlajši obiskovalci. Celotno prenovo projekta, ki je bil nekoč mestno kopališče, sta vodili arhitektki Mateja Panter in Špela Kuhar. O tem, kaj vse center ponuja, pa smo povprašali idejno mamo projekta in vodjo centra Evo Strmljan-Kreslin. Družinski center Mala ulica je zamišljen kot nekakšna javna dnevna soba za mamice z predšolskimi otroki. Seveda tudi za očke, babice, detke, varuške, vsi ti spremljevalci otrok pač so zelo pogosto, moram reči, da očki celo večkrat kot mamice prihajajo za svojimi otroki. Ampak v glavnem to je zamišljeno kot en prostor, kjer se starši kreativno in pa na prijeten način pač preživljajo prosti čas s svojimi otroki. V dopoldanskem času so pri nas v glavnem mamice, ki so na porodniškem dopustu z manjšimi otroki ali pa mogoče tudi z malo večjimi, ki so jih vzele iz vrtca, ker so pač doma, ne. Medtem ko pa po popoldanskem času pa prihajajo vrtčarji pač po vrtcu, ne, oziroma za vikende ravno tako, ne, malo starejši otroci, se pravi tam nekje do 6-7 let. Koliko let pa je rasla sama ta ideja o takšnem družinskem centru in na kakšen način se je medila potem? Torej, ta ideja je stara 14 let. Moram reči, da ko sem bila jaz na drugem porodniškem dopustu, se je moj sin rodil ravno decembra in dejansko pač nisem imela kam iti, kaj početi, ne, razen v trgovski center. Tako da ta ideja je potem rasla, se spreminjala, vmes sem ogromno preštudirala, tudi pač pogledala, kaj v tujini ponujajo mladim mamam z otroki. Našla več konceptov različnih, ki se pač pojavljajo v tujini, ne, tako da se je potem ta ideja iz pokritega igrišča nekako spremenila v družinski center, ne, ki potem nudi eno zatočišče, en prostor za pogovor, za izmenjavo izkušenj in tako naprej, tudi mamicam, oziroma skrbnikom otrok, ne samo pač, da je to zelo prijeten prostor za otroke, kjer se lahko pač igrajo, ne. Torej, ideja je bila vedno zelo dobro sprejeta pri vseh mestnih oblasteh, moram reči, tudi na tej poti sem srečala ogromno enih mamic, ki so imele podobno idejo, ne, ali pa celo popolnoma identično, ne. Nekako sem bila jaz očitno dovolj vztrajna, no, in s pomočjo pač trenutnega župana je nekako potem tole uspela realizirati, ne. V centru otroci skozi igro spoznavajo Ljubljano. Osrednja igralnica se imenuje Mestna ulica, zelo priljubljen pa je postal tudi tobogan Ljubljanski zmaj. Ja, jaz moram reči, da sem presenečena nad obiskom, predvsem za vikend in v popoldanskem času. Jaz sem seveda vedela, da bo pač veliko otrok prišlo k nam, ne, predvsem zato, ker je zimski čas in dejansko je ven težko iti, ne, vsaj za celo popoldne recimo, ne, tudi dnevi so še kratki. Kljub temu, no, nas je obisk presenetil. Moram reči, da pozitivno presenetil, ampak se nam je že zgodilo, da smo morali nekajkrat tudi zapreti vrata, ne, ker moramo zelo paziti na to, da je bivanje v centru oziroma zadrževanje v centru še vedno prijetno za vse, ki so noter, ne, in ne moramo pač kar brez omejitev pač spuščati ljudi noter, ker potem postane to prevelika gneča in enostavno pač ni več prijetno, no. Otroci tako varno vstopajo v parke, stavbe, berejo knjige v knjižnici in spoznavajo rastline in živali. Dober dan. Vas lahko malo zmotimo? Ja, izvolite. Bi mi lahko povedali, a ste danes prvič tukaj v družinskem? Prvič sem prišla, jaz sem babica, to je naša Zarja. Imenitno je super, res smo zadovoljni, lepo je. Samo nismo še vse Kako? Dol. Dol bo šla, bomo šli na tobogan. A je fino tukaj v igralnici? Vej, ti je všeč?
Kaj ti je bilo najbolj všeč? Tobogan. Tobogan, Ja. krasno. Še kaj? Tomačko deda. Pa kaj ti je še všeč? Tunel. Obiskovalci so nad Malo ulico navdušeni. Prostor je predvsem zamišljen kot prostor, kjer se otroci igrajo z starši, ne. Zdaj v otvoritvenem času smo ponudili ogromno enih aktivnosti, enih dejavnosti, ki so jih pač izvajali v glavnem zunanji izvajalci, od ur, pravljic do kreativnih delavnic in tako. Zdaj tega v prihodnosti ne bo več toliko, bo pa še vedno vsak dan popoldne ena kreativna delavnica ali pa ura pravljic oziroma neka organizirana oblika dejavnosti. Ravno tako za vikend, verjetno v dopoldanskem in pa popoldanskem času. Svetovanje bo potekalo naprej, prav tako pedokinetika, na primer 3-krat tedensko v dopoldanskem času za mamice z dojenčki. Svetovanje mamicam v zvezi z dojenjem in podobno, ne. Bo pa vendarle to bolj prostor, kjer bodo pač, se pravim, se starši igrali z otroki, ne toliko, da bi jim mi pač ponujali, zdaj ne vem, koliko enih aktivnosti, ne vem kaj, ne, ker zato se mi zdi, da so pač tukaj tudi druge ustanove, kot na primer Pionirski dom, Hiša otrok in umetnosti in podobno, ne, tako da mi smo dejansko javna dnevna soba, ne. V družinskem centru se zavedajo pomembnosti povezovanja navzven. Tako je, zdaj idej je zelo veliko, ne, zaenkrat smo se dogovorili z Kinodvorom, da bomo vpeljali pač neko skupno kombinacijo pač varstva otrok za obiskovalce kinopredstav v Kinodvoru, ne, oziroma filmskih predstav. Idej je pa še zelo veliko, no, tako da zdaj počasi pač nekako tudi prebiramo, gledamo, ne, kaj bi bilo pač bolj interesantno, kaj bi bilo bolj zanimivo. Vsekakor nam pač ni do tega, da bi ponujali neke zelo komercialne dejavnosti, no, tako, ampak dejansko bi radi pač delovali kot servis staršem in otrokom. Center bo odprt vse dni v letu. Dnevna vstopnina znaša 2 evra, za letno vstopnino pa boste odšteli 32 evrov. Do poletja bo urejeno tudi zunanje igrišče. Prav prijazno vabljeni.